imam res en fajni, bližnji krog ljudi, katerim res 100% zaupam, za katere res vem, da mi hočejo samo najboljše in to je ful fajn v življenju, ko čutiš in veš, da si pripaden nekomu in da te ne bo kdo zafrknil. No. A ima Nika Zorjan novega, ali kako, ali starega, novega? To smo vsi Vlašič familija, glej. Ja, Vlašič, ja. Jaz sem pač, to so vsi glasbeniki in z njimi sodelujem in pač on je bil tam zraven, tako da je valjda v muziki, pač sem z celo familijo povezana. Aha, a to bolj ni tvoj fant? Ne, nič ne bom rekla. Aha. Nika Zorjan. Pardon. Najpogosteje izrečena beseda, ne? V tem času. A veš, da odkar imam tale komad z naslovom Pardon, se zdaj toliko bolj ulovim, da rečem res ogromno krat pardon. In se prav vedno, aha, to je moj naslov komada. A prej nisi govorila pardon, odkje sploh pride pa ta naslov? Se pravim, ne, da v bistvu sem govorila ogromno krat pardon, ampak šele zdaj, ko dejansko imam naslov komada, pač opažam, koliko krat dejansko uporabljam to besedo. Tako da pogosto jo uporabljam. Več kot oprosti rečem pardon v bistvu. Oprosti, kaj si me vprašala? Ja, da v bistvu, če večkrat uporabljaš to besedo in pa komu jo izrekaš? Naprimer, pred 2 dnevoma sem bila v trgovini z oblačili in sem se malo zaletela v neko gospo, pa sem rekla pardon. Ali pa res pogosto, ne vem, za vsake take neke male stvari, ko pač se zgodijo, pa se pač na hitro upravičiš, je pardon. V bistvu, ja, vsem posla, ti uporabljaš to besedo? Ne, pardon, ne, ampak ravno zdaj razmišljam, ta beseda me je zdaj ful vrnila v otroštvo, ker se mi zdi, tako imam en tak spomin, da je moja mami to precej govorila, pardon. Tako da jaz jo ne uporabljam, ampak ja, mogoče pa zdaj glede na to, da je zelo poslušana, ne, po zelo kratkem času, ne, bi rekla, da bo, kaj, od zdaj naprej cela Slovenija govorila, pardon, kar naprej. Iz tvojih ust božje ušesa? Ali pa še ena druga ideja, morda bo ta pesem naučila Slovence se bolj pogosto opravičevati. To je bilo v bistvu ful fajn, ker se mi zdi, da premalokrat si rečemo oprosti, ker včasih nam ego ponagaja, pa ego ubije več ljubezni kot marsikaj drugega, tako da ja, zelo dober point, da pač v bistvu se opravičimo, ker življenje je prekratko in biti prijazen nikoli ni, mislim, izbrati prijazno besedo nikoli ni odveč in predvsem tudi opravičiti se res nekaj zelo, zelo lepega. Ja, res je, potem to znaš, ti gre dobro od rok. Ja, jaz mislim, da ja, da opravičiti, če vem, da sem nekomu krivico naredila, kakorkoli, se absolutno vedno opravičim. Ja. Ampak se mi zdi, da v bistvu opravičilo zahteva tudi eno stopnjo zrelosti od človeka. Absolutno. Ne? Kako sama sebe ocenjuješ pri svojih rosnih, zdaj o letih ne bomo, ampak recimo, ne, kako si res z zrelostjo, tako kot ženska, kako se razvijaš? Kaj bi rekla sama zase? V bistvu itak leta naredijo svoje in predvsem tudi izkušnje, pa lekcije, ki jih doživiš v življenju. Je pa res, da jaz zelo, zelo rada delam na sebi, ker moram, ker v tem show biznisu, v tem medijskem svetu, še posebej ženske, smo zelo, zelo izpostavljene, tudi zelo seksualizirane in vse to in moraš pač nekako se naučiti vse to sprejemati, da je to vse zakup in takšni in drugačni komentarji in če ne delaš na sebi, če nimaš neke hrbtenice, pa neka trdna tla te lahko hitro zamaje in pridejo potem kakšni panični napadi, anksiozni napadi, kar sem to že tudi vse doživela. Zato pa toliko bolj se posvečam sami sebi, da berem tudi take knjige za osebnostno rast. V bistvu en fun fact, jaz drugače nikoli nisem marala knjig, ampak potem sem pa pri 18 letih moja sestrična je na socialno mrežo objavljala neke quote, se pravi neke misli, neke pozitivne misli, ki vedno, ko sem jih prebrala, sem bila tako, to je res, jaz se tako počutim in se mi zdi, tako da berem neko življenjsko resnico, ki zelo, zelo vibrira z mano in mi je rekla, da je to ena knjiga in mi je prinesla Skrivnost, The Secret in od takrat naprej sem jaz čista fenica knjig in ogromno berem, še posebej te, se pravi, knjige za osebnostno rast in delam na sebi, predvsem pa jaz mislim, da na
zato, ker se osredotočimo, privlačimo in da pozitivno privlači pozitivno in da smo itak vsi ljudje energijska bitja, ki vibriramo na neki frekvenciji, jaz v to verjamem, tako čutim, tudi ful zaznavam energije ljudi in ja, predvsem se zavedam, da sem jaz sama kreatorka svojega življenja in da sem jaz odgovorna zase, za svoje čustva, za reakcije in da nisem pa odgovorna in da ne morem kontrolirati pa drugih, kako se počutijo, kako bodo odreagirali na kakšno stvar in pa tudi to, da pač nikoli ne bomo vsem všeč. In prej, ko po moje priješ do te realizacije, lažje ti je. Je pa res, da naprimer se pa izogibam komentarjev, ne berem komentarje, še posebej na kakšnih spletnih portalih, ker ne glede na to, da veš, da pač neke te grde komentarje piše najverjetneje zafrustriran folk, te pa še mene saj še vseeno prizadane, zato se pa temu izogibam in tudi prijateljem vedno rečem, ne pošiljajte mi screenshote, razen tiste, ki so res smešni, da pač se bom nasmejala. Pametno, ja. Izbiraš torej, kaj prihaja do tebe, ne? Ja. Tudi ljudi? Itak, mislim, predvsem v tem svojem bližnjem osebnem krogu, ja. Drugače pa sem itak zelo, zelo izpostavljena, v bistvu vsi, ki me poslušajo, zaradi njih sem tu, kjer sem, tako da, ampak itak tisti, ki pridejo na moje koncerte, pa ki me imajo radi, so itak sama lepa energija in me to v bistvu hrani, ne. Drugače pa, ko pa delamo projektno, pa tako kot vse povsod drugje, ne. Vedno srečaš tudi v službi neke ljudi, ki ti mogoče ne odgovarjajo najbolj, nisi najbolj kompatibilen z njimi, ampak vseeno pol pač to sprejmeš, ker tak je in da se zavedaš, da smo si pač drugačni, da ima vsak svojo neko zgodbo. In jaz vsaj pač vedno rečem, glej, daj ljubezen, bodi prijazna, ker tudi se mi pa zdi, da v življenju ne glede na to, ali se ne strinjamo, ali pride do nekih konfliktov, vse se da rešiti samo z lepim načinom komunikacije. Bom tako rekla, zdaj vmes, ko si odgovarjala, so se mi 3 vprašanja že porodila, ampak bom začela zdaj s to istočnico, s katero si končala. Pred zadnjo, bom rekla. Samo pozabila. Ne, The Secret imam tle zadnji. Zato, ker je bila tudi moja prva knjiga, bi rekla, na začetku dela sama sabo, oziroma delo na sebi, je bila The Secret. In sem jaz tudi pri njej začela, ampak tja se bova še vrnili. Pejva zdaj na ljudi, ki morda niso najbolj kompatibilni, recimo, veš, da ne morem mimo. Midve se še nisva pogovarjali tako v pogovoru 1 na 1, potem, ko si odšla na svojo pot. Kaj nam lahko tle dodaš, kakšen epilog je ta zgodba dobila, oziroma kaj nam lahko poveš, se veš, da to te bom vprašala. Ampak ja, to je zdaj že itak let dni nazaj. To je pa seže malo, ja. Glej, jaz pač vedno pravim, mislim, to je po eni strani tolažba, po drugi strani pa vse mi zdi, da je res nemogoče nekaj na tem, da vse se zgodi v življenju z razlogom. Da pojasniva, govoriva se pravi o sodelovanju z zakoncema Vovk, Marjetka in Rej Vovk, o tem govoriva. Se pravi, da se vse zgodi z razlogom in da pač vsak človek očitno potrebuje neko lekcijo v življenju. In jaz sem predvsem vesela, da smo takrat to rešili, da smo sporazumno se v bistvu rešili. In kakorkoli vsem, njima dvema, Marjetki in Reju in vsem tiste celi ekipi, jaz želim samo najboljše. In ja, bilo je zelo težko, ne bom lagala, ampak sem pa vesela za veliko podporo, tudi podporo vseh glasbenikov. Nisem pričakovala, da se bo to tako medijsko razširilo in da bom dobila toliko podpornikov in da mi bodo res stali ob strani. Takrat mi je to res pomagalo, da mi je bilo malenkost lažje, ampak zdaj sem pa vesela, da sem sama svoja šefica in da v bistvu se mi zdi, da odkar se pravi lažnive oči, kliše, pardon, vse je samo povezano z glasbo, fokus imam res samo na moji karieri, ker to ni samo v bistvu ponarekovaj moja služba, ampak je moj življenjski slog, moje poslanstvo. Jaz si ne predstavljam življenja brez petja, jaz upam, da bom pač res do smrti pela in da ko bom že stara in da mi bo zdravje dalo, da bom pač še vedno pri 70 letih lahko zabavala ljudi in snemala videospote in vse to, ker dejansko res si ne predstavljam, ko včasih sama sabo imam seveda monologe, da bi jaz končala kariero. Ne morem. Jaz si ne predstavljam, da bi zdaj pa šla v penzijo, ne vem, pri 60 letih in da zdaj pa jaz ne bi več pela.
Jok, brat, to ne bo šlo. Ne bo šlo. Ne bo šlo. No, jaz verjamem, da ti bo to uspelo, ker res, že ko odgovarjaš iz tebe, veje res veliko strasti, ne? In če res nekaj delaš strastno, jaz verjamem, da potem to traja. Ne? In potem je tudi to v bistvu privlači množice. Ne? Tako, ja. Evo. Ker je to ta good vibe. Ne? Jaz tudi to mislim, ne? Ker v bistvu že odkar pomnim, sem jaz povezana z glasbo. Moj prvi nastop je bil pri 2 letih in pol z Atijevim bandom in zelo lepo je pa to, da v bistvu moj nastop je takrat bil že z bandom in v njem je igral moj Ati bas kitaro in moj bratranec klavir in ona dva sta še zdaj v mojem bandu, tako da se pravi Robi in pa Ati ter drug bratranec Miha igra bobne, sestra je Bekica, tako da smo skoraj Kelly family. Kelly family, prekmurski Kelly family, skoraj da, ne? Zorjan familija. Zorjan, ja. Ne, v bistvu sem te to res hotela tudi vprašati, ja, kako je zdaj funkcionira ta tvoj svoj šef, ne? V bistvu, kaj je zdaj drugače, ne? Ljudje verjetno si to čisto ne predstavljamo. Kaj to pomeni, da se sama meniš za koncerte, ali imaš nekaj svojega menedžerja? Najbolj energijsko, v smislu, da ta občutek svobode, da se jaz odločim za vse. Kjer komad bo, kak bo video spot, kak bomo oblečena in tako naprej, v bistvu it's all me. Po eni strani je to velika odgovornost, ker sem sama odgovorna za sebe, po drugi strani pa je zelo osvobojoče, ker sem sama odgovorna za sebe. Seveda imam menedžerja, ki skrbi za nastope in vse to, ker roko na srce, jaz sem zelo, zelo neorganiziran tip človeka. Grozna sem s telefoni, z maili, pozabim odpisati, pozabim poklicati. Vsi moji najbližji so me pač mogli sprejeti, ker drugače ne moreš z mano funkcionirati, ker sem ti naporna, ker pozabim, ker imam malo tega ADHD-ja v sebi in eno stvar delam in me nekaj zmoti, sem že pred drugi strani in pozabim tisto in sem že včasih sama sebi naporna. Tako da absolutno rabim menedžerje, da mi organizira vse te stvari, ker drugače bi da kakšen špil mogoče pozabila, ker se ne bi zapisala. Ne, Maj je krasen fant, da so že prijatelja od prej in se pravi, to mi vse on ureja, ker jaz sama absolutno ne morem. Rabim, pa ne samo on, imam še mojo prijateljico Tjašo, ki ni samo moja prijateljica, ampak psihoterapeutka, pa isto hodi na špile z mano, pa pri videospotih mi pomaga, tako da imam res en fajni bližnji krog ljudi, katerim res 100% zaupam, za katere res vem, da mi hočejo samo najboljše in to je ful fajn življenje, ko čutiš in veš, da si pripaden nekomu in da te ne bo kdo zafrknil. No. Sploh v show biznisu, ne samo v življenju, nasploh v show biznisu. Verjetno v show biznisu ni to glih navada, ne? Da je temu tako. Pa veš kaj, jaz imam drugače ful lepe izkušnje z vsemi in z glasbeniki in tak, ampak je pa res, da pač nekdo, ki ti vse to ureja, pa je fajn, da imaš nekoga, kateremu res 100% zaupaš, ker če ni zaupanje, transparentnosti, potem brez veze, da sploh kogarkoli imaš. In jaz imam zelo, zelo krasno ekipo. Predvsem to mi je všeč v prvi vrsti, da energetsko so vsi ljudje topli, srčni in prijazni, pa še tako vse ostalo, glede se pravi njihovih kompetenc, pa kako so sposobni, pa kako vse znajo in v muziki in v tej menedžerski vodi, pač sem samo srečna sem. A veš, kako bi s temu rekla, ne? Ko se odločiš zase, se vse to zgodi, ne? Ja, vse je res. Ker si šla svojo pot, odločila si se zase, poskrbeti zase, vsaj jaz to tako vidim, ne? Jaz tudi tako mislim, Mislim, predvsem vidim zdaj, ker je to zdaj že vse leto dni nazaj, koliko stvari se mi je zgodilo, pa križanke, pa klišeji, Masaja, tako zelo poslušana pesem lanskega leta, tako da... Nagrade, ne, Zlati piščali. Prvič v življenju sem dobila v bistvu 2 nagradi, Zlati piščali, se pravi kot izvajalka leta in pa pesem kliše, se pravi pesem leta kliše. Jaz sem bila tako srečna tam na podelitvi, po moje so vsi čutili, da sem tam bila najbolj srečen otrok, ko nisem mogla skriti navdušenja in veselja, ampak ja. Ja, lepo. Pa če uživam in si rečem, očitno ti to pripada, zdaj pa se veseli. Zdaj se pa veseli, vse to je prav, da znamo praznovati svoje uspehe. Ampak veš, kaj se pa meni padlo oči tam na tisti prireditvi, mislim, se verjetno ne samo meni, ampak tudi komu drugemu. Mediji so na veliko objavljali enega fanta zraven tebe, ne? Zdaj ne vem,
Prej si rekla maj, zdaj, kakor sem jaz sem prebrala ta članek, valjda, ker me je zanimalo, kdo je zdaj ta fant. Mene tudi do tvojega mesta. Ama novega, ama nika Zorjan novega, ali kako, ali starega, novega. To smo vsi Vlašič familija, glej. Ja, Vlašič, ja. Jaz sem pač, to so vsi glasbeniki in z njimi sodelujem in pač on je bil tam zraven, tako da valjda v muziki pač sem z celo familijo povezana. A to bolj ni tvoj fant? Ne, nič ne bom rekla, glej. Ok. Dobro, jaz sem rekla, jaz jo bom vprašala, zdaj kaj bi hotela povedati. Jaz bi tudi na tvojem mestu. Ali lahko še kaj več poveš, ali to je to? Si zadovoljna? Greva v muziko, jaz sem zadovoljna s svojim življenjem, privatnim, super. Vse ti je, se ti vidi, ja, da si zadovoljna, res. A se vidi? Ja, se ti vidi, da imaš, greva pol na The Secret, ne, ker tam se pa v bistvu vse začelo. Ker zdaj govoriva veliko o temu, kar oddajaš, to prejemaš, ne, to ti življenje vrača, ne. Tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo. To poznam drugače. Ta tribe, ja. Ti je blizu, jaz tudi, ja. Sem bila v tej njeni šoli in sem to pač, jaz sem all in. Ok. Ne vem, zato ker mi je tak, pač saj mislim, da vsi ljudje, ko nekaj delamo, čutimo, a je to za nas ali ne. Ker če ti nekaj delaš, karkoli v življenju je to, pa da čutiš telesno, kak si, kar tako, da bi letel, karkoli pač delaš, ali bereš, ali to, ko veš, da je to neka tvoja, kako bi rekla, tvoja neka resnica, v kateri uživaš, si pač, in ona ima top stvari. Ja, in te dvigne, ne? Tudi jaz sem v njeni šoli drugače. A nisva se še nisva se še pokonektali. Sicer je res, da pač meditacije, ne? To sem ful slaba, ne? Ja, to se treba čas vzeti. Mogla bi biti bolj konsistentna pa to delati, ampak se mi včasih ne da, tako da rada bi še enkrat prišla do točke, da pač bila te meditacije, pa to vsakodnevna, kako se že reče. Izzivi, ja, masterclassi. Ne, pa kako že reče, prav je izraz za te meditacije, pa to, kaj so to že neke... Duhovna praksa. Ja, duhovna praksa. Da vsak dan si vzameš čas za duhovno prakso. Ja, tudi jaz imam take izkušnje, da ko si vzameš čas, v bistvu jaz rečem zase, da vsi potem to razumejo, o čem govoriva, ko si vzameš čas zase, ne, in se povežeš s sabo, potem pridejo tudi nore kreacije, ne. Pri tebi konkretno jih vidimo, ne, vsak mesec. Koliko pesmi pravzaprav si zdaj izdala v zadnjem letu? Pa niti ne toliko veliko, koliko sem jaz hotela, se pravi Lažnive oči in Kliše. Vmes bi mogla biti ena druga baladica, samo smo malo se je vse skupaj zavleklo, potem pa smo malo končali, pa sem rekla, v bistvu pesem Zadnja noč na zemlji, ki sem jo tudi pela v bistvu že v Križankah in je imela noro lep odziv. In tudi moram priznati, da mi kar dosti ljudi piše na socialno mrežo, kdaj bo pa zdaj Zadnja noč na zemlji, bo, samo ne še zdaj. Ker se mi je zdelo, da je tako čustvena, globoka, ganljiva pesem. O čem ta? Ja, daj mi malo več povej. V bistvu govori o starejšem gospodu, ki celo življenje hrepeni po eni ženski, katero je poznal, ampak zaradi strahu pred zavrnitvijo tega ni upal nikoli priznati in je v bistvu življenje šlo mimo brez nje. In v bistvu ta pesem, to sem napisala predvsem zaradi tega, da je naj opomnik vsem nam, kako je življenje kratko, minljivo, in da si povejmo to, kar čutimo zdaj, ko smo še tu, v tem trenutku živi pa zdravi, da ne bo prepozno. Pa to pesmi pišeš vse sama, ali kako je? To sem naprimer napisala sama, ja. Naprimer, Pardon, sem tekst napisala, glasbo je napisal pa Matjaž Vlašič, Kliše je napisala besedilo Urša Vlašič, glasbo Maj Vlašič, Lažnive oči jaz tekst, pa glasbo Maj Vlašič, malo se tako izmenjujemo pač. Vedno se, na vsake toliko se dobimo, pokažemo, kaj kdo kaj ustvaril in potem jaz izberem nekaj, kar je z mano najbolj vibrira in kar v tistem trenutku mislim, da je najboljše. To je zdaj zanimivo, ker si druga sogovornica, ki zdaj sodeluje z Vlašiči, prej je bila pa na vročem stolu Nuša Derenda, ki je pa tudi večji del svoje kariere, vsaj tako je rekla, sodelovala z Vlašiči. Zdaj ima, mislim, da tudi neke druge sodelavce, kako se to v vašem fohu reče, ampak lepo, ne? Ja, ne, Matjaž in Urša sta meni, jaz sem si vedno želela z njima sodelovati. Tako da, ko sem, se pravi, že Lažnive oči, pa ko so v bistvu se z Majem odločila, da bo v bistvu še poslovno sodelovala, sem se rekla, glej, evo Nika, vse se ti lepo dogaja, tako kot si zamislila. Ful sem si želela, da bi mi Urša napisala en tekst, ker Urša mi je zame najboljša tekstopiska v Sloveniji in potem dobim Kliše.
Wow. In noro. A pa verjameš v to, verjameš, kaj te sploh to sprašujem, itak da verjameš, manifestiraš. Ja. V bistvu si aktiven manifestor, ali kako se prav reče? In to, ko sem začela te knjige brati, sem prvo ugotovila za nazaj, da v bistvu se pa to itak že delam. Vse v bistvu vsi to delamo. Vsi delamo, samo ne vemo. Ja. Ker dejansko na to, kar se fokusiraš, privlačiš, ne? Bolj boš nezadovoljen, bolj se ti bodo negativne stvari pojavljale. Je res, da je včasih težko iti ven z te cone obdobje, ker včasih ti je ta negativa ful bolj v obdobju, kot pa to, da bi naredil neki preskok, ampak se ga pa splača. Dostikrat se meni tudi zgodi, da sem taka negativna, pa si mislim, joj, Nika, pa točno veš, da to te ne bo nikamor vodilo, ampak včasih si rečem, ok, pa zdaj si tu pizdi, pa ti dam en čas, da bodi pač čistečna. Ne? A veš, kaj jaz naredim takrat? Ne? Jaz pa takrat si probam izboriti neki minut zase. In si dam v slušalke kako kanalizirano meditacijo in mene pa to dvigne. Recimo tistih 15-20 minut, pač po občutku, saj veš, da lahko zbiramo v knjižici, in takrat si jaz recimo dam tisto, kar se mi zdi, da je, in res pridem nazaj, to meni pomaga. Zato je glih fajn, da človek v bistvu najde nekaj, kar ga malo resetira in ga malo postavi na višjo vibracijo, ker naprimer meni pa to muzika naredi. Tudi ko ustvarjam. Jaz nikoli ne morem iti delati nek komad, se pravi na neko nalogo, Nika, danes pa naredi nekaj. Če boš mi ti zdaj rekla, da naj zdaj v eni uri naredim, saj sicer bi lahko, ampak zaprem se. Jaz rabim to, da grem neobremenjeno, ko začutim, se sedem za klavir in potem kar ustvarjam, se mi zdi, da sem v nekem takem meditativnem, neka taka meditativna aura okoli mene in se mi zdi, je to skoraj isto, kot da bi po moje meditirala. Tako, ja. V bistvu si povezana, ne? Si v kanalu takrat. In v bistvu letos grem spet sama na morje, na Rab, in to mi je odlično, zato ker se ne rabim nobenemu prilagajati. Ker pol grem na plažo in sem od 12 do 7 tam, najdem si neki skriti kotiček in potem tam ustvarjam. In včasih mi kdo reče, zdaj ko boš pa šla na dopust, zdaj boš pa dala stran muziko. Ne, to je meni glih v bistvu takrat dobi največ inspiracije in kreative. Ker morje na mene tako blagodejno vpliva, sploh ne znam povedati. Jaz, ko sem na morju, sem prav, yes. In kaj pa greš na plažo in kaj tam nekam se skriješ? Nisi glih verjetno na uni najbolj obljudeni, ne? Ne skrijem se, ker tam na Rabu v bistvu je en prostor, kjer imajo take kotičke, kjer se lahko najdeš ti sam čisto med drevesi, in se poskrijem, dam modrček dol, slušalke, križanke, knjige, beležka in ustvarjam. Da ne boste zdaj vsi hodili po Rabu, pa gleda, kje je Nika. Ne, je tako skrito. No, vse to sem mislila, zdaj nisem hotela še enkrat ponoviti. V glavnem Nika gre na Rab, tukaj naredimo piko in tam se bojo rodile nove pesmi. Ampak kaj, pa v bistvu greš tja in si nekaj časa sama s sabo in začneš v bistvu pisati, ali kako? Ja, mislim, tam itak, če imam neke že melodije, oziroma tudi vzamem si s sabo pa synthesizer in tam v tisti moji sobici potem pač, ko se mi zalušta malo kaj ustvarim in pol se posnamem na voice in potem prijem na plažo in tale voice na neki na poslušam in pol ustvarjam besedila in si naredim neko zgodbo v glavi in ne vem, lahko pa da ne bom nič naredila, ne vem. No ja, pač greš. Ampak je pa res, da ko sem na morju, sem ful bolj odprta za neke ideje, se mi zdi. A to je kaj, 10 dni, koliko, 14 dni ali koliko? Za par dni? En teden, slab teden. A to je tvoj edini dopust ali kje še dopustuješ? Ne, v bistvu sem si pa krpasala mi bo, ker bomo zdaj še, se pravi, konc julija, zdaj ko grem zdaj v Grčijo še. Prvič v življenju, potem pa grem na Rab. In potem grem še pa avgusta, sicer to je samo za eno noč, na Ziget festival v Budimpeštu, na Zaro Larsson, obožujem te festivale. A ja, predtem pa še grem na Bruno Marsa v Milano. Te koncerte, se pravi, obožujem iti na koncerte glasbenikov, zato ker se to je za kot en seminar. A veš, tako kot hodijo vsi na izobraževanje, ne vem, make-up artisti pa to, ali kdorkoli, tako jaz moram iti na izobraževanje. Tako, ja. Ampak ker dejansko res od teh velikih glasbenih zvezd dobiš lahko ful inspiracije, ful nekih mogoče idej, ki jih lahko tu uporabiš in
Ja. To je investicija vate, ne? Absolutno. Eni grejo na Joe Dispenso, čeprav... Tako, to bi jaz tudi ful šla. Jaz bi tudi šla, ja. Tako gremo drago v Švico. Švici je najbližje, ba je. To so se prijatelji govorili, da bi to šle res v Švici vajo? Švica je najbližje tle v Evropi, ja. Drugače pa... Pol mi reče, ko bo. Potem, ja. Pol mi boš povedati, ko bo, kaj se ne spremljam tako. Torej, dopusti, všeč mi je, da si vzameš ful dopusta, ne? Jaz si morja ne predstavljam brez, jaz si poletje ne predstavljam brez morja, jaz rabim to. Se pravim, zato ker to je tudi za mojo kariero v redu, prvo, da se spočijem, drugo pa da ustvarjam. In itak to srečo imam, da je moj posel v bistvu tak, da sem med tednom full fry, teda tudi če imam za vikend špil, lahko še med tednom vseeno izkoristim. Skočiš, ne? Tako da, jaz ko bom velika, jaz bi ful imela eno malo neko hiškico, pa ne rabi biti, lahko je ta sobica, ko imam, na rabo bi ful to imela, da bi lahko kadarkoli šla. Tam lahko pa tudi, veš, kakšne glasbene retrite recimo prirejaš, ne? Skoro ne. Mogoče slovenski večer. Ja, tako, ne? Jaz sem se Slovence ugreti, ja. Ampak rap je velik, ne? Spoznam Lopar. Ja, jaz sem v Palitu. Palit, tam sem pa že bila. Ja, to je v bistvu zraven tega mesta, tam grad. Ja, ko greš peš po tej sprehajalni poti. Jaz to vse peš hodim, ja. Ja, pa rada imam plažo Suha Punta. Ko smo bili mali, smo pa hodili v kampor, ker takrat, veš, tam je ful nizka voda, ne, in ko si tudi mali, to ful za otroke raj. Pa Frkan. To pa je v bistvu tam, greš čez ladjo, se pelješ, taki otoček, tam so tudi nudistične plaže, pol so pa tudi taki skrivni predeli, no. Ful je fajn. Ok, se vse ni treba povedati. Jaz sem se vse povedala. Skrivne predele nisi, zdaj lokacije. Jaz sem to nobene, ne. Se pravi, ste že z družino hodili na rap? Ja, od 7. leta. In tam imam tudi prijateljce, ko smo se ful povezali, tako da v bistvu Diana, ona pa tudi tam, sicer ona pa živi malo naprej, ampak to je 5 minut stran. In potem tudi vsako leto se pol vsaj vidiva, no. Tako da, če želiš družbo, jo imaš, tudi če greš samo. Zvečer vedno se rada podružim. Pa tak, ne, fajn je, to mi je neka nostalgija vedno, ko se vračam, ker imam tak lepe spomine na morje, ne, in ja, res. Tudi mi smo hodili z družino, ja, v tist rodarski, se spomnim v Palitu, je bil en rodarsko naselje in se spomnim tiste sprehajalne poti iz Palita mimo enega hotela, pa v mesto Rab, pa tistih šlagerjev tam na terasi. To imam ful lepe spomine. Tako, ja. Rab je vrhunski. Vse tisti, ki so že hodili, po moje bodo vsi potrdili. Ja, da je lepo, ne. To sem ti hotela še reči, takoj, ko si prišla, preden so se vžgale kamere, ne, mi je bilo všeč, ker si zelo iskreno povedala, da si utrujena. Ja. Zelo veliko ljudi to želim malo zakamuflirati ali pa ne vem, da neko masko, recimo, sploh mogoče javne osebnosti. Ti si vedno iskrena, ne? Kako se spopadaš, recimo, ko izdaš neko pesem, ne, novo, ki je taka uspešnica, to za sabo potegne kar precej verjetno nekega angažmana s tvoje strani. Kako skrbiš, da si energijsko polna, da si fizično, čustveno, nisi izpraznjena? Jaz sem tako včasih neodgovorna do sebe, res moram priznati, da sem zelo neodgovorna do sebe. Ker si kar nabildam stvari in razmišljam in vse bom, mislim, meni se zdi, da jaz sem nasplošno tako energična in tako nasmejana in vesela, da predvsem naši domači. Če včasih hočem skriti, da mogoče nisem najboljše volje, takoj si vejo. In sem tak, se sploh ne moram skriti, ne. Tukaj že imamo kapaj. In zato imam tudi občutek, da če bom se delala, da sem neki da bodo to vsi začutili, ne. Ne, se drugače, da sem super, ampak sem zmatrana malenko zaradi tega, ker sem imela ful naporna neka snemanja in še koncerti takoj. In se pol malo pozna, če ne spiš dovolj, pa če ne ješ, ker jaz ko imam neke take projekte, jaz pozabim seveda jesti, pa piti, se pravi se hidrirati in pol si pol naslednji dan tako, da bi te nekdo povozil. Ja. Kako pa sicer zgleda, ne vem, to me je vedno zanimalo, rekla si, ok, čez vikenda imam koncert, ampak kako je videti življenje Nike Zorjan čez teden? Recimo, ko si v neki, ne vem, v ponedeljek do povdne, ko nimaš nič cel dan, recimo, kaj počneš? Jaz spim dolgo, zato ker sem nočna ptica in že zaradi poznih nastopov, pa to je moj bioritem že skozi tak naštelan, da v bistvu jaz pred polnočjo ne grem spat, razen če imam migrene, oziroma pred 2 uro zjutraj ponavadi ne. In potem voda, da pa se moram naspati in da do 10 sigurno potegnem. Potem pa zdaj odvisno, kje sem, če sem doma, itak imam kožikovilo,
ki jo obožujem in ponavadi vedno pride zjutraj se k meni pocartati v posteljo in potem se mi malo polupčkova pa čist odvisno, kam imam. Če imam čist fraj dan, da ne rabim, da nimam nekih obveznosti, potem sem res najrajši doma. Še posebej zdaj poleti, ko imamo doma zunaj bazen. Govoriva te v Prekmurju. V Prekmurju, tako. Ker v Prekmurju živim. In se vržem v bazen in, ne vem, pokličem kolegico, bratranca, gremo na kavo, na sprehod, oziroma čisto odvisno, različno. A kaj kuhaš, recimo gospodiniš, to sem te tudi želela vprašati? Zelo slaba gospodinja, se moram priznati. Ne rada kuham, to mi je izguba časa. Ampak če pa kuham, pa to mora biti vrhunsko. In pol si to jaz res vzamem čas in je res, karkoli skuham je res dobro, samo pač ne da se mi pa to vsak dan. Ja, se to je, potem je obvezno. Tako da jaz bi rabila nekoga, ki zna ful dobro kuhati. Kaj zdaj govoriva, o moškem spolu? Mislim, da ne manjka potencialnih slupcev, tudi dobrih kuharjev, ampak kaj pa skuhaš, ko sama skuhaš? Pa, mislim, vse. Čuft sem delala in so bili vrhunski pol, čakaj, kaj sem še nazadnje, neke te meso, se pravi, v gobovi omaki, kaj sem delala? Tudi na žlico torej. Testenine s tuno, imam ful rada. V bistvu vse znam skuhati, samo pač ne da se mi. Ampak ko pa se mi da, ko pa hočem še koga še posebej impresionirati, pa se pa potrudim. A to se pravi pokličeš potem tudi prijatelje ali pa bližne, da pridejo? Je pa res, da mislim, trenutno je največji problem to, da sem trenutno v hotelu mama in moja mama ne pretiravam res dobro kuha. Jaz si skozi rečem, da bi ona mogla iti v Masterchefa, ker vse, kar ona naredi, je vrhunsko in jaz rečem, a veš, zakaj bi jaz kuhala, če je ona tak talent? A veš, naj talent kuha, ker je to ti kar uživi. Jaz bom uživala, pa se bom že naučila. Meni se kovca zdaj po hotelu mama, veš, ker bi mi prav prišlo. To je to. Tako da uživi, dokler traja, ja. Uživam. Če mami res je taka šefinja, ne? Ja, mama je moja moralna podpora, ona je tako umirjena, me zna vedno, ona po moje edini človek, ki me zna res pomiriti. In reči, Nika, pa kako praviš, zdaj greve dihati skupaj, pa sama veš, vse se zgodi z razlogom, lepo dihaj, se pa ti bereš te knjige, ko je kakšna panika pa to. Zelo so potrpežljivi vsi, ker jaz sem zelo kampanjski človek in včasih kar pogosto si oblačila za nastope zberem tisti dan in potem je to včasih kaos in seveda to vpliva predvsem na druge, ker pol so vsi živčni okrog mene. Pa uprat, pa vse zlika. Ne to predvsem samo zato, ker sem jaz živčna, ker kaj bom zdaj pa sprašujem, a bom to in pol mama itak vedno zadnji dan si to misliš, a ne? Ampak zdaj že 30 let, koliko me pozna, pa je že navajena po eni strani. Tako da ja, ne, imam zelo, zelo podpirajoče starše od vsega začetka, ful smo povezani, ful se imamo radi in kjerkoli bom v življenju pristala, da bom živela, če ne bom slučajno v Prekmurju, vedno se bom vračala, vsak vikend, če se bo le dala. Zdaj, ko veliko govoriva o družini, ne vem, ali bo to preveč osebno vprašanje. Če ne želiš odgovoriti, ne, ampak moram te to vprašati. Si tudi sama želiš ustvariti družino? Ja, itak. Bi rada bila mami? Seveda, samo problem je, ker tako hitro življenje gre in tako kar naenkrat leta grejo. Jaz se še pa vedno počutim 25 in tako jaz bi še čez 10 let imela. Ja, se imaš lahko? Je že. Imaš lahko? Lahko, samo, ne vem. Jaz sem bila tudi bolj pozna, če te je v to lažno. Pri koliko si imela? 10 dni pred 36. A ja, okej. Tako da, imaš še čas. Malo še imaš čas. Ne bomo zdaj točno o decimalkah, ampak ja, ne? To sem te želela vprašati, ker nikjer nisem še zasledila, oziroma ne vem, a si že o tem kdaj govorila? Sem, enkrat je bilo na naslovnici že, da sem izbrala že ime za hčerko, kar je res. Ker jaz vem, da bom imela hčerko in ime ji bo Olivija. A res? Zdaj, s kom pitaj Boga, ampak... Ampak boš. Ja, no, če si taka mojstrica manifestacije, do zdaj si manifestirala. Jaz si želim punčkico. Važno, da bo zdravo. Kar bo. Ne, imam pa zelo rada otroke. Zelo imam rada otroke. Pa se mi zdi, da tudi otroci imajo ful radi mene. Moja sestrična ravno kar ima malega Jakeca, ki je zdaj bil 1 leto star in jaz to, ko sem doma, neprestano sem tam, to ga previjam, ga sortam, to obožujem.
Ampak trenutno za mene še pa ni čas. Zdaj je karijera na prvem mestu in zdaj bom še to malo uživala v tem. Uživala v sadovih, ne? Pa gledaj, saj nikoli ne veš, kaj se zgodi. Zaradi čega, koliko se največ poje, lahko pa da bom čez 1 leto pa že noseča, veš, ne veš, ampak moj trenuten plan je, da še ne. Da še ne, ja. Zdaj si tako kot je videti, bi rekla, da si na vrhuncu neke svoje ustvarjalne, sicer pa sej veš, ne? Zdaj prej smo govorili o vibraciji, pa o situaciji, kreacija je vse, ne? Je seveda. Je se pravi kreacija karijere, kreacija novega življenja, tako da si v ustvarjalnem obdobju. Sem. V vsakem primeru. Ja, no evo, in uživi. Zdaj se bom vrla spet na skrivnost, ker nismo dokončali. Katere knjige so bile na tej tvoji poti, ker mene tudi ta osebnostna rast ali pa recimo duhovnost tako popularna zdaj tudi zanima, ne? Kako delaš na sebi, kjere knjige bereš, recimo, kjere so ti do zdaj najbolj? Rekla si, da skrivnost je bila prva. Potem zatem je bila Kar hitro življenje tvoje od Louise Hay. Zelo priporočam. Potem pa, jaz po mojem imam 200 knjig doma, ker jaz sem pa taka, da sem si vsako knjigo mogla kupiti. Ja, to je tudi, ja. Ne vem zakaj, ker to so rekli, da moraš imeti ta energija, naj ostane pri tebi, pa zato, ker te knjige so take, ne, to jih lahko večkrat bereš, oziroma leta minajo in jih prebereš znova in še dojavaš nekaj več, ne. Potem, zdaj, naprimer, nazadnje sem brala od Mel Robbins, Let Them. Let Them, ja. Vrhunska, tak govori o tem, v bistvu, kako ne moremo kontrolirati drugih in da to spustimo in da v bistvu kontroliramo sami sebe. Tam je top bila, tudi to priporočam. Čakaj, zdaj pa, toliko sem jih prebrala, da se zdaj sploh ne morem spomniti. Prej si omenila Dispenso, si tudi kako... Ja, te placebo ste vi, pa odvajate se biti to, kar ste. Sicer teh enih nisem čisto do konca prebrala, pa tak je, on ima kar, se mi zdi, da kar težke knjige, tako da, ko jih bereš, pa če se ustaviš nekaj časa, pol moraš še enkrat znova, ker moram biti moraš biti noter, ja. To bi ti mogla bi zdaj prečekirati, ampak je ogromno. Vemo, da se izobražuješ tudi online, ne, v raznih šolah, takšnih in drugačnih, ne. Kaj pa recimo, se mi zdi, da se vedno več o tem govori, si šla kdaj tudi na kakšno terapijo? Ja. Recimo, je to, recimo, jaz to imenujem tudi, da je kot neka res duhovna praksa, tudi stalni obisk, ne. To sem pozvala povedati prej, pa sem hodila na psihoterapije, top. Kaj to pomeni, da si šla tako, kot bi šla v fitness, ne? Recimo enkrat na teden v nekem obdobju? Tako, enkrat na teden, ja. Sem hodila, ker sem rabila in odlična. Mislim, fajn je, da poveš nekomu, ki je tudi v bistvu specializiran za to in da v bistvu rešuješ neke vzorce, ki jih imaš, da jih opaziš, da delaš na sebi, ne. Kaj te je pa najbolj, recimo, en tak vzorec, ne? Ki te je najbolj zaznamoval, recimo iz otroštva ven, da si ga še potem v odraslo življenje prinesla, pa ga zdaj opuščaš, ker ti ne služi več, recimo? Pa mislim, da to imamo večina nas največ težav z lastno vrednostjo. Še vedno. Še vedno imam težave. Ampak glej, dosti krat zdaj je že tak, da ko sem tak, da se zavedam, da ni tak res, da je to samo moj neki vzorec ali pa jaz imam tudi anxious attachment style, anksiozen stil navezanosti, ker se ful bojim, da ne bi me kdo zapustil ali pa da sem premalo, ne. In ko pridejo kakšne te stvari, sem že na tej točki, da si priznam, da to v bistvu ni resnica, ampak da je moj živčni sistem navajen skozi na neke alarme in da v bistvu to ni dejansko taka realnost, kot jo moj živčni sistem meni prikazuje, ker je skozi v preživetvenem nagonu, tako da na tem delam ful. Ja, ta živčni sistem vznemirjen, ne, ta je kar hudič, bi jaz rekla. Ja, ne, ker je tak vajen bil skozi, ne, tako da zanimivo je, rada imam psihologijo, pol si jaz tudi iz teh knjig ali pa kakih predavanj delam izpiske in to jaz ful rada pišem drugače in to imam vse lastnoročno napisano z onimi markerji, da je pobarvano in to imam pol tudi skozi sabo, ko sem na morju, naprimer, to prebiram in sem v zenu. Ja, meni je to tudi, jaz sicer nikoli nisem glih veliko pisala ali pa mogoče si kakšne novce na telefon dajem. Jaz imam recimo tudi ful rada
kakšne meditacije skupinske, glih zdaj v sredo sem bila na eni. Ja, recimo, da greš na te meditacije. Recimo na kakšnih, če si omenjala prej Tjašo Doleraj, kakšna kanalizirana sporočila, si tudi že kdaj recimo se poslužila tega, recimo šla po kakšen nasvet, kak astrologini ali pa imaš rada to te stvari? Imam tudi. Enkrat sem šla v bistvu na natalno karto, da mi je naredila. To sem šla. Verjameš pa to? Vse to verjamem. Mislim, nisem za tak, da bi bila obsedena s tem, ampak tak se mi zdi pa astrologija, da je kar nekaj na tem. No. Tudi Luna, veš, je dejansko ful vpliva na nas, ne? Saj že sam skozi govorijo, da je Luna te nosi, ne? A veš, da zadnjič sem poslušala besedilo te nove pesmi, Pardon, in ker vem, da je išla 30. junija, ne? To je bila glih polna Luna. A veš, da nisem vedela? Ja. In ti noter v besedilu govoriš, ne? Ko bo Luna žarela in spet bom verjela, najde me začela. Jaz sem pa to na polno Luno, jaz pa mislila, da je bil to plan, da izdaš na polno Luno. Ne. V bistvu bil plan, da bi mogla dati petek, pa smo še neke popravke dali, pa sem pa rekla, ma nič, pa naj pride. Tak se mi zdel 36. lep datum. Ampak vidiš, pa ne samo je nekdo rekel, da bi naj bila neka A je možno roza, ja. Roza. No, veš, tam take te detalje se ne spoznam tako, ampak tako, verjamem pa sigurno, da ne vem, vpliva ziher karkoli. Pa vse se ti je povezalo resnico energijsko, ne? Ja. 36. je lep rojstni dan, lep datum, ker ima moja hčerkica tudi rojstni dan. Resno? Izjemno lep rojstni dan. Kakšni so potem načrti, zdaj sva šla malo na osebno, a ja, nisem te vprašala za šport, kako je si športom? A si tudi prečistiš misli? Vedno, ko se spravim trenirati, si rečem, zakaj to ne delam res vsak dan, ker se vedno, če karkoli migaš telo, pač noben, ki je šel, ne vem, trenirati ali karkoli športnega početi, ni na koncu rekel, pa veš, da mi je žal, da sem treniral, ne? Ampak vedno, fajn vpliva na telo. Rada doma treniram, jaz imam tu na YouTube prav neke te vaje, neke tabate ali pa hit vaje ali pa imam eno workout prav mapo, ki si pol dam gor odvisno, koliko imam časa, tako da rada potreniram, ampak to so spet obdobja. Eno obdobje so, ko pač ful redno dodelam, drugič sem pač lena, naprimer kakšen december, pa ni šans, tam jaz kar jem in pa nastopaš, ne? Ja, to itak ja, ampak poleg januar, ki je tudi taki bolj zaspan. Pa ko pride spet nastopi, pa spet moraš iti, si mora malo migati, da pride tudi kondicijsko, ne? No, sem za oderaš kondicijo, ne? Tako, itak, seveda. Ja, a veš, ker petje, ne? Ker veliko tudi plešeš zraven. Sploh zdaj pri tem novem video spotu sem videla, da si trenirala ples, ne? To je verjetno kar zahtevno. Pet, zdaj na odru pokazati, če to koreografijo, verjetno moraš biti kar fit, ne? Ja, mislim, fajn je, da imaš kondicijo, fajn je, da pač veš, tako, ok, že s temi plesnimi, tudi po eni strani imam neki ta trening, ne, ampak ja, moraš biti kondicijsko pripravljen, da spolgaš in dihati, in pet, in se hitro umiriti, in vaja dela mojstra. Vaja dela mojstra. Zdaj pa še mogoče bolj proti koncu greva, par vprašanje sem si jih tle napisala, ne, ker zdaj sva šle tako po navniku, da se naveževa. Prej sva že omenjali moške, ne, pa mi je všeč, kaj ceniš pri moškemu? Kaj ti je všeč pri... Najprej me pri moškemu pritegne energija oziroma karizma. Nimam jaz nekega, oziroma tako bom rekla, lahko, da je nekdo za moj okus najbolj lep človek mi, pa ko začne govoriti, pa da vidim, da je mindset, da je prazen, da nima nekega goriva v sebi, kako bi rekla, mi sploh ne bo všeč, mi bo vse dol padlo. Lahko pa je nekdo, ki mogoče za moj okus ni najbolj, ne vem, tako, ampak karizma, pa ta energija, pa da ima to življenjsko energijo, strast do življenja, da ima nek ogenj v sebi, to mene privlači. Si morda na tej poti dela na sebi imela tudi kakšne vzorce za spucati kakih toksičnih odnosov? Recimo, ne imaš za sabo kak toksičen partnerski odnos? Imam, ja. Ker iz takih odnosov se veliko naučiš. Itak, ja. Vse to pa spet prije neki, pa misliš, da ni, pa vidiš, da je spet isti. Pridejo testi, pa da je v bistvu samo v bistvu
drug obraz, isti vzorec, ne, ampak tako je v življenju. Vse zaradi tega pa pol to moraš te vzorce nekaj predelovati. A zdaj prepoznaš že recimo to pri moškemu? Ziher bolj kot prej. Se pravi, da tudi v pesmih, ne? Ja. Veliko pesmi tvojih se mi zdi, da govori o teh nekih hrepenenjih, ali pa o nekih, ne, zdaj, kako bi se prav izrazila, da so mogoče trije v nekem trikotniku, ali pa da si druga, da nisi prva. A so to osebno izpovedne, oziroma si dala kaj noter sebe v tej pesmi? Te zdaj res niso bile, da bi jaz rekla, da bi svojih izkušenj govorila, ampak sigurno so pa neke pesmi, zadnjič, kakor prvič je moja osebno izpovedna pesem, je pa, oziroma če drugo ne, črpan iz mojih lastnih izkušenj, ali pa ko mi nekdo, kakšne kolegice, podrokoli drug kaj reče, ne, tudi vse to povezujem. Tako da niso pa, da bi zdaj rekla, da pa čisto vse pesmi govorijo pa o tem, kar se meni dogaja. Ja. V bistvu lahko tudi človek kaj predela s tem, ne, ko sigurno, o tem piše, vsaj tako si predstavljam. Ja. Kam greš po za let, za razcvet? Jaz to frazo zelo rada uporabljam, to je moj avtorski koncept, bi rekla. Kam greš po za let, za razcvet? Oziroma, kaj ti predstavlja, recimo, ta fraza? Po za let, za razcvet. Glih to po moje, da se znaš ustaviti, pa da ne greš z glavo skozi zid, ampak tudi, če nekaj ne štima, da ne obupaš, ampak si greš v bistvu pozaret, da, naprimer, grem na morje, da se nahranim in potem pridem s polno energijo nazaj in here we are again. Evo, in si polna energije. Ja, to sem imela še zapisane. Kam greš po zalet, si zdaj povedala, da greš rada na morje. Kje pa se vidiš, recimo, ali pa ne vem, če vizualiziraš, ne? Če manifestiraš, pa verjamem, da tudi si mojstrica vizualizacije. Kako si predstavljaš, ne vem, svoje življenje čez 5 let? A veš, da točno to, 5 let malo z bratrancem že, pač, odkar sva najstnika, foro, da si skozi rečeva, kje bo čez 5 let, ker se nam toliko v življenju dogaja, da je tako tisto prav, a veš, da prav zanima me, kje bo čez 5 let. Ne vem. Kje si predstavljaš? Verjetno si. Ampak predstavljam si absolutno na odru. Ja, to je tako. Na odru, kjer je polno ljudi, kjer uživamo, kjer gre z nas ta neka strast, energija, obožujem nastope, še posebej pa, ko dobiš feedback od ljudi, pa ko čutiš, kako so vsi srečni, ko so s tabo v tem trenutku, to si predstavljam, da bo to še naprej, tako kot je zdaj. Nove komade, Rap, Hiška si prej rekla? Ja, to bi bilo ful dober plan, bi se čez 5 let, to bi bilo noro dobro, to bi bilo super, ja. Še kaj, kar ni povezano z glasbo, pa te mogoče, kar se biznisa tiče, veseli, vemo, da boš pela, to vemo. Ja. Tako, če bi še v kakem drugem segmentu se rada razvila, ali je kakšna strast, ki je še ne izživeta, ali kaj tazga, kar si mogoče še želela, ali pa da ponovadi je hobi, recimo meni bi bilo petje hobi, recimo tebi je to biznis in hobi in vse, ampak recimo nek tak hobi, a je kaj tazga, kar ti je? Rada bi se še izpopolnila v plesanju, to bi rada, ker mi tudi prav pride, se valjda pri mojih nastopih pa vse to. A veš, da ne vem, ti povedati, vse, kar je povezano z glasbo, to bi, ne predstavljam si trojka, samo da je nekaj zvezi z glasbo. Samo da je glasba, ja. Ne vem, včasih sem govorila, če ne bi bila pevka, da bi imela pivnico ali pa knjigarno. Ampak čez 5 let si ne predstavljam, da bi imela pivnice, pa tudi knjigarne, ne? Ti spol, ne? Čez par let, ja. Ok, na Rabu boš uživala, pela boš na odrih. Mene veseli, da si prinesla to pozitivno energijo tudi na Koroško. Sicer s Koroško si bila v preteklosti precej povezana, ne? Ja, rada imam Korošce, Korošice, tako da ja. Imaš precej poznanstv, ne? Ja, precej poznanstv, moram povedati, da sem kar dosti kar zahajala. Ja, to poznamo iz medijev, vse veš, medijev vsem poročajo. Tako da, hvala Nika in pa veliko ustvarjalnega zagona ti želimo še naprej. Ful, hvala tebi za pogovor, ful se je bilo lepo pogovarjati s tabo, res, zelo sem vesela, da sem lahko prišla. Pa pridi da na moj koncert. Jo, seveda, že danes večer. Ok, super. Yes. Hvala ti, pa vsem gledalcem želim vse najlepše, uživajte poletje, pa radi se imejte.